Ista lokacija, ista zasedba, teden dni kasneje. Na povabilo Roberta Goloba, enako kot prejšnji teden, povabljenci brez SDS, ki vabila znova ni prejela, in NSI, ki ga je tudi to pot zavrnila. Ljubljanski veter pa je, kot pričakovano, zopet odpihnil štetje do 46. Napredka pri snovanju koalicije namreč niso dosegli, bodo pa v Svobodi predvidoma do naslednjega tedna pripravili osnutek koalicijskega sporazuma. Ki ga bomo najprej usklajevali posamično z vsemi prisotnimi na sestanku, hkrati bomo pa povabili k sodelovanju ponovno tudi NSI, ker želimo, da je koalicija, ko bo do nje prišlo, čim bolj široka in čim bolj vključujoča. Demokrati pa se dotedaj umikajo s pogajanj. Ko bomo te dokumente dobili, bomo pa lepo po postopku nadaljevali naprej za razpravo najprej na organih stranke. Mi bomo to seveda pogledali, kot sem rekel, pogovori tečejo povsod. Gre za programsko precej raznorodne stranke in iskanje skupnega jezika tukaj ne bo lahko. Današnja razprava ni bila dovolj konkretna, tako pa poleg Logarja tudi vodja Resnice. Nismo zato tukaj, da bi pomagali na oblast gospodu Golobu, nismo tukaj zato, da bi pomagali na oblast gospodu Janši, ampak da upihnemo nek nov veter. Prvi večji preizkus pa naslednji petek, ko bodo novoizvoljeni poslanci na konstitutivni seji volili tudi predsednika državnega zbora. Ta bo moral, enako kot kasneje kandidat za mandatarja, že dobiti 46 glasov. Če smo to zmožni v dobrem tednu narediti, je to velik korak naprej pri oblikovanju naslednje koalicije.